Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Manca je naša trenutno najuspešnejša paraplezalka. Plezati je začela leta 2014 pri 22 letih. Z letom 2021 je začela resneje trenirati in se pridružila slovenski državni reprezentanci. Še istega leta je v Moskvi osvojila 4. mesto na svetovnem prvenstvu. 2024 je bilo z vidika tekmovalnih rezultatov njeno najuspešnejše leto do sedaj. Na vseh 3 tekmah svetovnega pokala je stala na stopničkah. V Innsbrucku je bila srebrna, v Salt Lake Cityju in v Arku pa bronasta. Poleg tega je v švicarskem Vilarju postala evropska podprvakinja. Za svoje uspehe je prejela že številna priznanja. Nedavno tudi Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu. Z nami v steni tokrat prava ambasadorka plezanja in športa nasploh, vselej pozitivna in nasmejana Manca Smrekar. Da ni samo fizični del, da ponavljaš tiste gibe, ampak da tudi znaš brati, ne? Ja, to je, to lahko govoriva, ker na tekmah je zelo pomembno, da znaš prebrati, ne, ker imaš ti se en poskus, da pol ta pravga. Ja, ampak se to je vedno, a ni? Ja, itak, no, mislim. Ta del je verjetno tudi zate isti, kot za vse ostale. Ja, mislim, itak. Sploh, če imaš neke projekte, verjetno mogoče ne tuk, ker pač za projekt veš, da boš ponavadi rabo več poskusov, ampak če pa tako hočeš poflešati, hočeš narediti smer, pa verjetno res isto pomeni, da dobro prebereš smer, ne. Zdaj, jaz sem tebe povabil, ker sem v goste, ker sem spremljal majčkeno tole tvoja pot, zlasti lansko leto v 24, ne. In potem sem še majčkeno bral nekaj par teh tvojih zapisov na spletu, ki so tako zelo skromni, ampak pa zelo relativno kratki, ampak zelo povedni. In se mi je zdelo tako, wow, ne. In potem sem še v bistvu majčkeno zdaj to paraplezanje, kaj je to sploh in tako, ker vseeno bi bleferil, če bi rekel, da ful poznam, ne. In sem potem se majčkeno bolj poglobil in potem sem tako, wow, ne. In ta cel nek paket, ne, sem si mislil, in potem mi je še doma Maja rekla, pa dej, ona je totalna carica, le kako, kaj piše, kaj razmišlja. Od kje ti ta energija za vse tole? Ne vem, definitivno bom rekla, da se ful lažje izražam, ko pišem, kakor ko govorim. Ne vem, lažje zberem misli, pač govorjenje je meni tako, preden najdem jaz vse te misli, pa jih povežem v en stavek, je to meni najtežji. Drugače energija za vse to, pa ne vem, pač mi imamo v familiji ful energije za vse. Mi vsi nekaj počnemo, športamo, delavni smo, pridni, garamo, čustveni smo, povezani smo, tako da po mojem iz tukaj. A pa si tudi že kot bila mala punčka toliko povsod in energetska in ja? Ja, povsod me je bilo dosti, ja. Nikoli se nisem mogla odločiti, tudi v športu, pač kaj bom jaz počela, pač vse sem hotela, hokej, hotela sem karate. Ful sem se zgledovala po mojemu bratu, meni je bil on zmer tak car, ki je bil pač, ne vem, malo upornik, malo je bil skater, malo je bil to in tret in sem pač skozi hotela slediti njegovim stopinjam, pač ne vem. In dekliški del mi je bil ful všeč, pač tudi ples, pa neke nastope sem skozi hotela imeti, pa hkrati ta del, ki si malo bolj tako skater, pa ne vem kva, vse delaš.
In kako je pa sploh, kje si pa spoznala plezanje? V bistvu je bolj naključno je bilo, no, mislim, plezanje je bil res en tak šport, ke se z njim nisem povezovala, tudi še preden sem pač začela plezati, sem bila tako, no, tole pa jaz ne bom počela. Pa sem v bistvu čisto neko tako obraten, čez življenje sem skozi neke preizkušnje hodila in pač plezanje, ke sem videla kot neki mogoč šport zame, sem bila tako, ne, to jaz ne morem, pač. Zdelo se mi je čisto pretežko, pač nemogoče se mi je zdelo, ke sem gledala neke slike ljudi, ke plezajo, sem bila tako, kako? In pač enostavno sem ta šport odmislila, sploh mi ni bilo za pri meni, da bi jaz to počela. Pol sem pa enega spoznala, enega Štajerca, ke je bil, mislim, v alpinizmu je bil, ni bil glih alpinist. In pol me je on nekako v to vpeljal in sem se jaz na vse 4 upirala, da jaz se s tem plezanjem ne bom ukvarjala. Ampak pa sem vzljubila čez ful časa ta šport, no. A pa je bilo že športno plezanje že v osnovi tisto, kar ti je bilo predstavljeno, Ne. ali hribi? Ne, Pa- prvo so bili tak hribi, pač gore, narava. To mi je bilo v bistvu tisto, kar me je prvo prevzelo, ker predtem so vsi moji športi so bili klubski, noter, nekaj se je dogajalo, pač ekipno tudi, in bi ta del nekega individualizma pa zunanjega športa, pač da si v hribih, v gorah, to mi je bilo čisto tuje, pač tudi naša familija, to nikoli nismo nikamor šli, če nisi šel z avtom, pač ne greš. Ja. Tudi s kolesi, to nič nismo počeli takih aktivnosti, no, tako. Outdoor, Outdoor, ja. bolj te mainstreamovski športi. Mainstream vse, pač, ampak sam, da je outdoor, pa boh ne daj. Ja, tako da mi je bilo pač res tuje, no, in pa me je on v ta svet popeljal in mi ga je odprl in sem bila res navdušena nad vsem. Tudi nekega strahu nisem imela na začetku pred tem zimskim delom, pač neke lažje zimske vzpone, ke smo delali, pač, ne vem, ke ne poznaš nevarnosti, si pač tako, kako je dobro. Pa čez čas sem začela v alpinistično šolo hoditi tukajle v Maribor, tam, Aha. naši tamovci. A čak, ti si Mariborčanka v osnovi? Ne, drugače ne. Sem Ne? živela, on je bil Štajerc, pa sem pri okej. njemu živela. Tam sem hodila pač v to alpinistično šolo. In pa so me oni vzeli za svojo, ful časa sem bila samo tako malo zraven, niti nisem bila tečajnica, nič, samo pač zraven so me vzeli, ke so šli pač na razne neke pohode ali pa Ture. malo ture, plezati. Ne vem, karkoli se je počelo, sem bila jaz zraven. Pa sem pa enkrat rekla, no, dej bom jaz zdaj naredila malo tečaje, pa bom začela hoditi, pa se malo bolj izobraževati, da ne bom zmeraj kaj en privesek tam zraven. Pa sem pa ja tisti tečaj naredila, pa mlajšo pripravnico pa tako. Pa mi je bilo v bistvu ful dobro se pač učiti, pa da si malo bolj suveren, da ke greš, da malo bolj veš, zakaj se gre, pa da nisi zmeraj odvisen od drugih, ampak lahko tudi sam kaj se naučiš ali pa kaj pripomoreš k temu, da si hitrejši. Ja, pol pa v bistvu v tej šoli, ke sem bila, no, moram reči, da me je kar naenkrat zelo minilo da bi jaz napredovala še v tem, da bi šla naprej v pač malo bolj zahtevnejše ture, da bi, ne vem, ledno plezala, da bi, kaj jaz vem, kaj vse počela, pač bilo je tudi ful enih smrti v sami šoli, pač ful enih nesreč je bilo in moram reči, da me je prizemljilo, no, čeprav se ni meni zgodilo, sem bila tako malo bolj distancirana od tega športa oziroma od te aktivnosti, no, saj ni samo šport, alpinizem, ampak je pač način življenja. Tako da jaz sem se malo distancirala, pa sem se pa hotela v bistvu uvršiti v športno plezanje samo, pa je bil itak vmes covid, pa pač nismo nekaj mogli delati, pa plezati, pa ne vem kva. In smo mi vseeno malo po svoje si to vzeli, ta pravila, pa sem ful začela turno smučati. In tisto mi je spet odprlo neki nov svet, no, turna smuka mi je bila pa ful dobra, tisto pa bi skozi počela.
in sva ful hodila še s tem istim partnerjem pač na neke krajše ture po službi ali pa pol pač malo bolj zahtevne, mislim, daljše. In se enkrat zgodilo, da sva šla na Veliki Draški vrh, v bistvu smo šli grupa, no, tudi teh parih tamovcev in mi je bilo ful dobro, pač ful se je vlekla ta tura, mislim, tako res si vse lahko uživ v tistem dnevu, sonce, tak teren, drug teren. Pač zame je bila to tudi prva malo večja gora za turno smučko. In že takoj v štartu se mi je zgodila v bistvu nesreča. Pač nekam smo malo zašli in smo mogli se spustiti dol. Smo dali tiste pasove, pa vse to smo se prištimali pač za smučanje. In meni inštruktor reče, pač enega alpinističnega inštruktorja smo imeli s sabo, reče, daj tle sam gas, ke bo pol dolina, ne, da pač čim dlje prideš. Tako, okej, ni problema, bom jaz dala gas. In jaz pač naravnost, nobenih ovinkov, nisem delala, sam letela sem dol. Ja, mi snehala tole ruke. In pač letim in kar naenkrat se moja pot zaključi. Pač jaz sam tako vidim dolino, neko grapo vmes, preden sem videla mojo ekipo. In jaz tako prepozem. Pač jaz ne vem, kako naj to zvozim in sem padla direkt v to grapo noter, ne vem, koliko je bilo, 5 metrov. Mislim, sej po mojem tudi, če je bilo samo 2, ampak toliko nepripravljena sem bila na to, da bom jaz zdaj na ta led pristala, da me je pač prav vrgel mi je naprej kolena. Začutila sem, da to ni bil okej padec, da je bilo ful nekaj narobe. Ampak po mojem je ta adrenalin deloval še vedno in smo prišli do gor, pač do Velikega Draškega vrha, nekako sem še pač cel dan mogla hoditi, pa še spustiti sem se mogla. Pol naslednji dan sem bila pa tako, ojoj. Bolelo vse me je bolelo in pol od takrat naprej nisem več mogla hoditi v hribe, pač sem probala iti, ampak kolena so bolela. So kakšne vezi šle? Ja, toliko sem bila smotana, da nisem šla niti pregledat se. Jaz sem samo rekla, no, zdaj bom pač nehala v hribe hoditi. Pa dobro, bil je tudi ta covid, a ne, si tudi priznam, da v tistem času nismo mogli na neke preglede hoditi, no, tako da vem, da sem ful mogla čakati, da sem zdravnico dobila, pa ne vem kva, no, tako da ne bom samo rekla, da sem bila malomarna, malo nam je bilo to tudi odvzeto. Tako da ja, pa nič, pa v bistvu sem nehala še to turno smučati. In je bila sezona za plezanje, poletje se je začel, oziroma pač konec je bilo zime. Pa nekako sem rekla, da gremo plezati, zdaj pa se v plezanje vržemo. Jaz sem se ful hotela tako malo bolj resno v plezanje vršiti. In pa ne vem, kva mi je bilo, pač nekako sem hotela malo bolj resno zagristi v to, pa res se samo v to vršiti, ker pač alpinizem je ponujal ful enih različnih stvari, od pohodov do plezanja, do pač smučanja. Tako da ja, no, pol pa jaz bom kar govorila, sploh ne boš mogel nič vprašati. Ne. Ja, no, pa sem začela brskati, kva bi lahko, pač ne vem, kdo so neki trenerji, kaj se dogaja. In sem našla paraplezanje. Ampak ne v Sloveniji, ampak v tujini. Sem našla nekaj paraplezalcev. Ne vem, kdo je bil prvi, mislim, da je bil Mor iz Izraela, brez prstov, na obeh rokah. In sem tako, ta je moj. Ta je legenda, pač kako lahko plezaš brez prstov. Pa ne vem, kakšne ocene je plezal odzunaj v skali. Ni da ni, sem tako čisto navdušena, kako je to možno, pač zakaj jaz to ne vem, da obstaja, zakaj noben ne ve, da on obstaja. In pa še malo brskam, najdem še enih drugih ljudi. In mislim, da glih zadnjič, ko sem poslušala, oziroma zadnjič, ko sem poslušala od Lindiča pa od Kranjca podcast, sta govorila o Anapurni, pač da je bil
ne vem, snežni met oziroma nek ciklon je bil, ki je prišel iz Indije. In meni se zdi, da se je ravno to temu moru zgodilo, temu Izraelcu, da je bil on lih okoli Anapurne, je pomagal reševati ljudi zaradi tega meteža snežnega in so mu zamrznili pač prsti Wow. in Ojoj. je mogel amputirati vse prste. No. Tako, malo sem povezala, da bi znal biti, da je to bil lih ta isti timing. Tako da, ja, pa v glavnem iz tega velikega spoznavanja paraplezalcev iz tujine sem bila tako, ja, imamo mi tudi Slovence, pač paraplezalce, a ne, in pol najdem Gregorja Selaka, Tanjo Glušič, Matej Arh je bil takrat in sem bila tako, no, da gremo se povezati, pač jaz bi bila tudi del tega. Nisem vedela, sem lahko, ne, bile so zelo različne invalidnosti, tudi ful večje, ki jih imam jaz, ki jo imam jaz. In pol sem pa Juriju Ravniku pisala. V bistvu sem prvo klicala na Zvezo za šport invalidov Slovenije, pač ker nisem vedela, kam moram zdaj jaz iti, kam me lahko usmerijo, a imamo tudi pač paraplezanje, ker sem tam malo po spletu gledala, ni bilo nič napisano pri njih. In oni meni tako, ja, imamo, ampak imamo pa tudi odbojko, pa lokostrelstvo, pa ne vem, kaj je tako. Ja, v redu, no, ampak a imate plezanje? Pač jaz bi plezala. In pa so me v glavnem pač z Jurijem povezali in Jurij meni na dolgo in široko napiše mail, pač tako on razlaga vse to vedno na dolgo in široko, pač ful enih navodil mi je dal že v štartu. In jaz tako, ja, super, no, ampak še vedno je bil tak covid in se itak nismo mogli dobiti. No, in pa smo se marca dobili, 2021, in ne vem, tako se malo spoznamo, itak so me že takoj nekam usmerili, pač v katere kategorije bi spadala in tako naprej. Smo imeli prvi skupen trening, je videl, da pač znam plezati, da imam neke izkušnje, ampak to je še daleč od tega, kar bi lahko bilo. No, tako da ja. Ampak do recimo tega covida, ne, koliko si zares plezala? Koliko je bilo plezanje? No, saj si malo razložila, si bila po hribih, pa tako, ampak športno plezanje, ne vem, si šla enkrat na teden? Ja, recimo enkrat na teden. Dejva reči enkrat na teden. Kdaj se je tudi zgodilo, da 2 meseca sploh nisem plezala, ampak ja, preden sem prišla v to reprezentanco, no, sem jaz tako ful malo plezala. Pač. Prišla sem tam do 6. Recimo, če se o cenah pogovarjamo, odzuni in noter, pač, mislim, noter sem ful manj plezala, bolj sem odzuni v skali, ampak to so bile pač ti neke lahke ocence, no, tako nič kaj zelo velik, ne, ker pač nisem niti temu posvetila toliko energije in časa, no, kakor temu zdaj posvetim in vidim, koliko moraš posvetiti temu energije in časa in svojega telesa, da lahko napreduješ. No, to itak, ne. Ampak sen me zanimajo te začetki, ker tako se mi zdi vedno je zanimiv pri različnih ljudeh poslušati, kako se tam nek preskok naredi v glavi oziroma kako zaznajo, zelo redko je to en dogodek, ne, ponavadi to nek proces, ne. Ampak pri tebi je bil ključen ta stik s tem zavedanjem, da je reprezentanca in pol tudi stik z njo, da te je res not potegnil. Ja, dobro vprašanje, ne vem, če sem kdaj toliko globoko razmišljala o tem, ampak definitivno. Zakaj sem sploh vztrajala s tem plezanjem, pač skozi me nekaj vleklo v to noter, čeprav sem se z vsemi 4 odbijala plezanja, ker mi je bil pač tak velik izziv ta šport. Seveda pač invalidnost je neka ovira, ki ful otežuje to, ampak dobro, pustimo, jaz sem se pač s tem rodila in meni je to vse, kar mi je poznano, a ne, pač, da se prilagodim. Ampak ja, ful sem hotela napredovati, pač meni je bil toliko izziv priti iz neke cone, kjer sem se skozi vrtela v plezanju v to, da pač napredujem, da sem močna, da sem strong, tako kot vsi ostali. In na alpinistični šoli in pač kjerkoli sem se gibala, sem ful enih močnih plezalcev poznala in sem jaz hotela biti tudi pač ful močna plezalka. Pa me pač v glavnem me skozi nekaj gnalo, da sem pač boljša verzija sebe v tem športu in nekako me je
čistko po slučaju povlekli v to paraplezanje. No, sploh v bistvu nisem želela biti toliko v reprezentanci, oziroma si niti nisem predstavljala, kaj to zares pomeni, dokler pol ne prijaš na prve tekme in tako naprej. Meni to ni kaj dosti pomenilo na začetku. No. Bolj, če že, me je to, da sem v paraplezanju oziroma v parareprezentanci vlekel to, da se povežem pač s temi ljudmi, ki so tudi invalidi in plezajo pač z nekimi ovirami in tako naprej. No. Neko socialno okolje, kjer se lahko v bistvu kaj tudi izražaš. Ja, takrat sem mislila, da se bom lahko izražala, pa ugotoviš, da so te paraplezalci ful bolj trdi ljudje, pa tako nobenih ovir, to ne poznamo, pač invalidnost nas ne ovira. Pa ugotoviš, da pač lahko z njimi rataš ful močnejši, osebnostno močnejši. Pač. V kakšnem smislu? Ja, ne vem, tako malo te prizemljuje, pač poveže se itak, že to je prva stvar, no, da se lahko ti sploh poveže z ljudmi. Jaz celo življenje nisem poznala nobenega invalida, nasplošno. Pač karkoli invalidnosti, jaz tega nisem poznala. Kaj šele, da bi imel nekdo nekaj to, kar imam jaz. In priznam, da sem se tudi, če sem imela mogoče priložnost spoznati koga, ki je invalid, sem se z tega otepala, zato ker me je bilo strah. To je zdaj čist bolj čustveno, ampak me je bilo strah, da bi me povezali, da sem pač jaz tudi šibka, da se družim s šibkimi. To je zelo neumno razmišljanje, pač priznam, ampak takrat sem pač tako neumno razmišljala. To je tako življenjsko, a ni? Sej, ja. Vsi čutimo v neki točki verjetno, da pač v nečem nismo, ne vem, kot bi si želeli in potem mogoče sami sebe malo nekam postavimo in si potiho postavimo neko mejo in potem se tam po tej meji ustavimo. Ne? Ja, točno tako, ja. Si tudi kaj časga čutila? Verjetno si mogla. Ja, po mojem, da sem, ja, sigurno. Pač, se pravi, dokler nisem potem njih spoznala, koliko so to pač močni ljudje, pa tudi njihove zgodbe, ki jih spoznaš, so pač čisto nekaj drugega, kot to, kar imam jaz. V bistvu ugotoviš, da si nismo sploh tako enaki, pač samo zato, ker nas invalidnost povezuje, nas v bistvu na koncu zares ne povezuje, ker ima vsak svojo zgodbo, vsak ima tudi na drugačen način pridobljeno to invalidnost. Nekdo jo dobi pač zaradi neke poškodbe, nekdo se pa rodi s tem. Tukaj je tudi ful velika razlika. No. In pač ugotoviš, da si v tem tudi sam, pa ni s tem čist nič narobe, pač vsak ima neko svojo individualno zgodbo, ampak skupaj nas pa povezuje pač plezanje, sploh ne invalidnost, ampak plezanje pač. In ta tekmovanje in tako naprej. Plezanje pa je itak the best, ne? Ja. Povej mi to, ne, ali pa za začetek mogoče dej razlož, kakšno pravzaprav oviro imaš ti, oziroma kakšna je tvoja situacija. Ja, se pravi, nikoli moja, mislim, tudi ne vem, če lahko temu rečem invalidnost, ampak jaz bolj rečem anomalija, zato ker je pač odstopal od povprečja, je prirojena. Zdaj, poimenovali smo jo dismelija, poimenovali smo jo simbrahidaktilija, kar je pač neka veja znotraj dismelije. Te besede tako nič kaj dosti ne pomenijo, niti nisem te diagnoze dobila kot otrok, ampak smo jo pol čez čas nekako pogooglali, po domač povedan. Gre pa v bistvu za stvar, ki se zgodi v zarodku, oziroma pač, ko se otrok že razvija, ko ima že ude razvite in so znotraj popkovine oziroma placente so neke take nitke oziroma trakovi. In po najverjetneje, največja možnost je, da se je pač eden izmed teh trakov ovil okoli roke in pač zaviril rast in možnost razvoja pač roke. Tako da ponavadi se kaj takega zgodi.
Ampak verjetno. skratka, tvoji prsti Moji prsti, v glavnem na levi roki, niso čist razviti. niso čisto razviti. Ja, v bistvu bi rekla, če dam skupaj sredinca pa palca, bi rekla, da imam za en prst. En prst imam recimo cel, no, ampak ni pač. Polovica je sredinca, ostalo to je vse prazno, ostali 3 prsti, pač sam koža je. Pa palc je tudi deloma razvit, ampak en členk manjka, no. Tako da tle nima členka, tako da ni čisto funkcionalen. Ampak še zmeraj je pa kar funkcionalen. Da si mogoče tudi jaz lahko predstavljam, ker ti plezaš. Zdaj, če je desna roka 100%, ne? Ja. Ti primeš recimo enak grif z obema rokama, kako je pol z levo? Ja. Pa zdaj seveda valjda odvisno od grif, ampak recimo Ja. neka taka šalčka. Ok, šalčka je v redu. Mislim, šalčka definitivno je ful v redu. Ne bom jo nikakor tako prijela, kakor jo lahko z desno roko, ki je delujoča, pač bolj naslonim roko gor, ke pa da bi jaz, kako bi temu rekla, pač čist oprijela celoten grif. Pač nikoli ni celotnega oprijema, zmeraj bolj naslanjanje na grif. Glih zadnjič sem pač gledala slikco iz Sikobloka, pač to je ta plezanje nad vodo. In so tam same dobre šalice, zaradi tega, ker je pač poanta, da ti čim hitreje gor prideš, ne. In sem gledala, kako jaz v temu previsu držim to šalico, pač nikoli še nisem nobene slike imela, no, da bi pač res dobro videla. In sem tako, jaz sploh ne držim te šalice, jaz sem tako nekaj naslonjena gor. In sem tako malo presenečena, ker sem mislila, da vseeno nekako malo bolj to primam, no, ampak res je, da ti se pač hitrostna tekma in smo verjetno šibali skozi te grife. Tako bi rekla, no, zelo težko opišem, mogoče bi v nekih procentih lahko govorila ali pa dejansko opisala, katere dele jaz uporabljam za to, da se primam. Se pravi, pri meni seveda pač s prsti se ne morem priti, ker jih ni. Primam pa z dlanjo. Se pravi, največ uporabljam okoli mezinčka, pač ta del dlani, kjer je mezinček. In to pomeni, da sem tudi skozi v temu položaju, skozi sem bolj lock off position. Biceps mi ful bolj trpi, nisem toliko na stegnjeni roki, se pravi, imam tudi bolj zmanjšano nekako doseg, ja. Tako da to, pol tudi, ker sem v tem položaju, zelo težko manevriram, pač moram pol prav prestaviti pač roko, no, zdaj malo izven mikrofona govorim, da lahko razložim, ampak ja. Tako, no, je kar omejitev, če primerjam pač z desno roko, ki deluje. Bom rekla tudi tako, no, se pravi, moje soplezalke, recimo ene imajo še manj, ne, imajo pač manj dlani, nimajo recimo tudi palca. Jaz bi rekla, da mi ta palc včasih kar nuca, ne morem sicer ful stisniti dobro s palcem, ampak če ne drugega, mi vsaj mogoče za balance malo bolj pomaga, no. Da se pač še majčkeno bolj noter držim. Ful imam dober ta del, to sem si prilagodila z pač življenjem, se pravi, to je moj oprijem. Se pravi, na tej roki ni šans, da bi recimo ta del stisnila, tle pa lahko pač res ful dobro stisnem. In to ti pride za neke pinče, take ja, recimo, prijeme. Bom rekla, da pri plezanju mi to sicer niti ne koristno, ker s tem res ne stiskam grifov, jaz pač uporabljam ta del. Ok, razumem, ja. Ja, nič kaj dosti mi ne korist. Mi pa korist to, da dam jaz recimo roko skupaj čez sloper, se jaz s tem delom primam. Pač se pravi, čisto s spodnjim delom dlani. Zelo odvisno spet od grifa, od smeri in tako naprej, ker bom tudi dlan uporabljala na sloperju, ampak velikokrat se zgodi, da dam jaz roko skup in s tem delom držim grif pač. Si pač prilagodila. Ja. To bi rekel, da sicer z drugo roko, ne, ali pa če jaz zdaj pomislim, tega skoraj ne uporabljam. No, sej je logično. Ja. Kako pa recimo neke čist, ko se že pogovarjava o tem,
neke poličkice, recimo bolj tehnične, manjše, neke medium Ja, to je poličke, ali pa celo nekaj, ki diši po neki krimpaži. Krimpaža mi je ok, ker krimpažo ponavadi lahko ful dobro s tem delom primam, s tema dvema, karkoli že sta, zametka prstov. Seveda, zdaj, če je to ful previs, bom trpela, ne, ker spet je ta biceps, prav dolg se ne morem držati, no, gor. Pač pri meni ful bolj desna roka dela, to je dejstvo, sploh bolj je previs težje. Ja, če je pa neka polička, pa to imam pa ful težav, ker nimam gor nobenega, nič, da bi se naslonila, ker se pač naslanjam na grife in če je krimp, se lahko kar dobro naslonim. Če je pa čistko pač kampus varianta grifov, pa ni šans, pač to pa ne morem kaj dosti, to je pa zame res sam, ke da bi se naslonila gor, no. Mislim, Te odpre tako. ja, zelo hitro odpre, no. Pač jaz lahko samo potiskam dol roko in to je edini grif, pa edini pač način, da se zadržim na tistem. Pa zmer moram pač do brade moram priti, da lahko bolj zadržim ta grif, a ne. Tako da ja, pol je pa še problem, ke imam sredinec malo daljši in to tudi pomeni, da ne morem iti čisto naravnost na smeri, pač zmer grem tako, Aha, ker me ovira. razumem, da so lahko v isti ravnini, ne? Ja, Lahko ne se- morejo biti pač zaradi tega, ker je ta predolg, ne. Mislim, pač če je šalica, sem lahko, ampak če je pač, tako kot si rekel, preveč medium oprimki, pa ni šans pač. Tako da ja, ne bom si ga odrezala, če me še kdo vpraša, če si bom odrezala tega sredinca, ne bom si ga, A ker v res? življenju ful prav pride pač. To dejansko dobiš vprašanje, to pa viš, meni pa ni šlo skozi glavo. Pa nočem biti zdaj kao, ne vem kaj, ampak Jaz se največkrat sem se verjetno jaz vprašala, če bi si ga Ja. odrezala. si pa verjetno predstavljam, da imaš kakšne pomisleke, ne? Ja, no, mislim tako, se pravim, v tem primeru res ne pride prav, ampak se pravim v življenju, kaj pa nekomu treba sredinca pokazati. je pa Čeprav, a veš, zdajle sem pomislil, ne, jaz pred leti, ne, sem si odsekal palec sekiro. A res? Tako. Ja. To je long story, ne bi zdaj o tem preveč, ne. Ampak recimo je omejenost je zelo pač drugačna od desne roke, ne, tudi slab čutim, ne. Ampak zdaj sem pomislil, kako je v bistvu potem v drugih členkih pa ful ta poškodovan prst veliko bolj gibljiv, ne. Ja, ja. In je pač, da lahko primem, recimo kot kozarc, ne, sem mogel s tem čisto drugače delati, kot na desni roki, ne. Se pravi, ima večjo gibljivost. Ima večjo gibljivost, Zato, ne. ker ima manj verjeten, kaj jaz vem, čeprav dobro se. Ne, ampak Mišic ne nima, v ne. teh, ker te sploh ta je poškodovan, ne, tukaj noter je pa drugače. Skratka, Ne, se mi je ful zanimivo, da si to rekel, ker imam jaz pač kolen sem si poškodovala in imam tega desnega, ki je še vedno bogi, imam tudi ful bolj gibljivega, no, kakor levega, ampak to smo malo ugotavljali zaradi tega verjetno, ker pač leva noga zdaj vso težo nos, več mišic je in je pač tudi bolj okorna leva noga proti desni, ki še zmer nima vseh mišic. ja, ker očitno seveda, se ljudje se pol prilagodimo, ne, pa s tistem, kar imamo, počnemo, Ja, kar jaz lahko bi počnemo. ful rada, če bi zdaj imela kakšno flašo, da bi se šla kjer hitreje odpre flašo Ja. na ta moj način, ker imam res tak močen grif in sploh, jaz to do pred nedavno sploh nisem vedela, ampak pač jaz zmer tako flašo, če jo z levo roko odpiram, ponavadi jo z levo roko odpiram, da z desno lahko držim flašo. Sem ugotovila, da imam ful močen grip in pa sem enkrat probala z desno odpreti in sem bila tako, zakaj jaz tega ne morem odpreti? Pa tako, ja, to je čist drug grif, gle. Tako da ja, za probo pa le eno foro. Ja, kul. Se pravi, recimo, če greš, ne vem, plezat ven. Ja, v skalo. Skalo, ja. Okay. Kakšen tip plezarija ti je najbolj všeč? Priznam, da zelo dolgo nisem skale plezala, skozi sem na tej plastiki. Ampak ja, ok, definitivno pač bolj vertikalen. Se pravi, previsi Ne so. preveč previsen. Ne preveč previsen, prosim. Ja, to si predstavljam.
Ja, je pa res, da pač od poškodbe noge, mislim kolena, imam pa težave tudi s tem. Se pravi, moja delna invalidnost je zdaj tudi v nogi. Pač nisem si uspela zrehabilitirati, pa tudi veliko poškodbo sem imela, da bi lahko prišla v prvotno stanje in me noga tudi ful ovira pri plezanju. Tako da spet neke ful plataste smeri, imam pa tudi ogromne težave. No. Tako da imam težave zdaj še z nogo. No, pač. Še to. Ja. Drugače bi mogoče dodal na to tvojo izkušnjo, kjer si kolen poškodovala. Ne? Ja. Tudi sem se spomnil, tudi jaz sem naredil pred leti neko podobno neumnost. Neumnost, ja. In sicer v vratih tam od preslapo Peričnik, polmačka naprej, še kar konkreten klanc in je bil sneg. Sem šel nekaj vrata gledat po zim steno, kako je snežnost pa to. In potem sem se nazaj, ko sem se smučil dol, ravnina bom, jaz bi tudi full gaznem, čim del poravnem, pršen sem se pol, je bil pa tam narit sneg in sem pozabil, ne. Ja. In full gas po klancu dol in 50 metrov prej vidim tist in naredim par zavojev in me razmeče, ne. In sem se poškodoval in tako, ne. Kaj hočem reči, ne, ta full gas v hribih v turnem smučanju nikoli ne tega počneti, ker se praviloma slabo konča. Ajde, zdaj sem malo zašel, pa ima nazaj na... Da je dala sva nauk te zgodbe. Ja, tako, super. Ne, reprezentanca. Yes, deva. Začela si trenirati, tam si prišla, si videla neko okolje, boš lahko še bolj podrobno razložila, kakšno je bilo, malo si že nakazala. Kako te je pa pol toliko pritegnil, pa toliko zmotiviral, da si rekla, zdaj pa jaz namesto karkoli si že počela prej, zdaj bom pa jaz svoj fokus pa mačkam temu posvečala in potem do ne nazadnje tvojega lanskega leta, ki tja še prideva. Ok. Ja, se pravi, kako me je povlekel not, v bistvu pač bom rekla, da predtem nisem imela toliko nekih stvari, ki bi me toliko not potegnile. Zdaj, pač zakaj me je plezanje lahko še malo sproti ugotavljala, no, ampak ja, pač not me je potegnil. Ful mi je bila v redu družba, pač ful mi je bilo v redu spoznati tudi svet invalidov, kakor sem rekla, ga prej nisem. Pa nerealno sem bila fascinirana nad vsemi temi ljudmi, ki sem jih pač jaz na tekmi videla. Mislim, kljub temu, da sem jaz bila ena izmed tekmovalk, ampak ko sem videla te ostale sotekmovalce na svoji prvi tekmi, sem bila pač zelo, zelo navdušena nad zmožnostjo, pa kaj vse ti ljudje počnejo. Mislim, res priporočam kdaj, da kdo pogleda kakšno paraplezalno tekmo, so na YouTubu, ker je fascinantno pač gledati, kaj vse se dogaja. Ta svet mi je bil sicer zelo nepoznan, ker je pač ful nekih invalidnosti bil takrat, mislim, zdaj ga pač malo bolj poznam. Tako vse mi je bilo nekaj zakompliciran za razumeti. In ja, ta thrill, se pravi, ko se reče slovensko, vznemirjenje tega samega tekmovanja mi je bil pa v bistvu nekaj, kar me je najbolj potegnilo noter, no. Zelo težko mi je razložiti, ampak to, da si ti tam v steni, pač vsi navijajo zate, sami sabo si, itak se je pri plezanju, si zmer sami sabo, pač še dodaten... Ena priložnost je, ampak le še dodaten izziv to, ker je pač ful enega pričakovanja od trenerja, od samega sebe seveda, od ljudi, ki so tam, in še dodatno bi rekla, da ti da nek kratko malo te dvigne gor, no, pač ker še bolj bi se potrudil, bolj vznemirjajoče je, no. Pa tudi se mi zdi, tako te tekme, jaz sem to zelo malo okusil pri tem tekmovalnem lednem plezanju, ampak tako se mi zdi, če
greš večkrat na te tekme, je to tudi ena taka zelo fajn priložnost za neko učenje samokontrole. Ker je nekih faktorjev, predvsem tisto, kar se v tebi noter v psihi, v glavi dogaja, tisti vrtiljak, ne, in to kontrolirati je poseben izziv. Zelo dobro si povedal, ker točno to je tisto, kar je meni največji izziv pri tekmah, je kontrolirati ta vrtiljak čustev, ker nazadnje se mi je v bistvu lih to zgodilo, da ga nisem mogla. Čist zadnja tekma, oziroma predzadnja tekma lanske sezone je, imela sem v bistvu dosti tako vertikalno tehnično smer, pač ni bil previs, greš neki, ampak je bilo delikatno gibanje, body composition in tako naprej. In ne vem, zakaj že v štartu, ko sem prišla gor na oder, mislim na oder pač na svojo smer finalno, so plezali lih teli, ki največ pač ogledov poženejo, največ glasov. To so ti, ki ročkajo, pač 2 Avstrijca sta ful dobro v temu in vsi jih gledajo in jaz pridem gor in pač vsi njiju gledajo, tudi te, ki so mene varovali in sodniki in vsi ostali. In so jaz tako, jaz bi šla plezati, pač ne bi se rada ohladila, lahko grem in sem mogla počakati, ker pač me noben ni videl in tako maham, nič pač. In moram reči, da me je ful, pa je bilo to samo 1 minuto ali 2, ampak me je ful na veliko preizkušnjo spravilo, ker sem se mogla zbrati na samo smer in se nisem mogla. Pač med samim plezanjem me je to toliko iz tira vrglo, da nisem mogla tako jeti, pa da sem bila pač fokusirana na to, da sem mogla jaz tudi tam gledati, pač kako onedva plezata, da se nisem mogla najbolj zbrati in sem pol tudi padla, v bistvu, malo me je sicer kolen, bom rekla, oviru, no, malo je bilo pa tudi pač, predvsem je bilo pa to, da se nisem fokusirala, no. Tako da, ja, ta vrtiljak, ki si ga opisal, je super. A pa zdaj, ko hodiš tudi več na tekme, posvečaš tudi pri pripravah na tekme kaj, kako umiriti ta del sebe? Ja, definitivno se mi zdi, da še vedno iščem načine. To je bilo, se pravi, na zadnji tekmi, tako da me je kar presenetilo in sem si rekla pač, da zdaj moram nekako najti način, jaz ne vem, kaj bo ta način na koncu, ko bo pač prišlo do tega. Rekla sem si, da bom probala pač z kakšno glasbo ali pa kaj pred samo tekmo, pred kvalifikacijami, da me malo nahajpa, da me malo gor spravi, pač da se res iz to glasbo bolj povežem, pač pol tudi na sami tekmi, pa itak pogovarjanje sami s sabo, pač to bom probala, ta čuječnost pa samozavedanje, ga bom probala še malo bolj v ospredje dati na vseh naslednjih tekmah. No, sigurno bom probala nekaj narediti, da ne bo tu imaš tudi kakšne dihalne vaje? Ne, dihalne pa nimam nič, to pa ne znam. To dihati ne znam, to že, ko sem imela kakšne panične napade, da je zmer dihalne vaje in pa sem delala dihalne vaje in sem bila sam še slabša. Nimam dihalnih vaj. Ja, saj to se mi zdi tako zelo tako osebna stvar, ne? Ja, jaz nisem miren človek. Moraš najti nekaj, kar pač deluje pri tebi, ne? Ja. Že lahko ti en tupi tam to deli, ne, pa probaš. Je pa res, da so kakšne stvari tudi stvar treninga, ne? Tudi neke stvari ne moreš takole usvojiti, moraš malo ponovljivosti imeti in potem mogoče se začnejo kazati neki, ne, rezultati. Tako, ja. Pa tudi vsakeč je pa različno, ker je malo od dneva odvisen, pol te lahko kakšna taka stvar preseneti, kot je mene in pol tega ne pričakuješ in se moraš pol spet malo drugače znajti, ne, tako da zelo malenkostne zadeve, ampak imajo ful velik vpliv na performance. Ti tekmuješ od covidnih časov naprej, torej od 21. naprej. Ja. Daj nam majčkeno razloži, kako v paraplezanju sploh so organizirane tekme.
Ok, ja, dejva. Jaz vam bom to najbolj možno približati, da bo čim bolj jasno povedala, pa da bo sploh pragmatično lahko povedala tudi glede samih invalidnosti, no, ker je zelo težko narediti ta šport pač fair. Tako je, no, pač imamo 4 glavne kategorije. Prvo je tako, no, imamo kvalifikacije in potem so finale naslednji dan ponovadi. Nekaj se zdaj govori, da bi imeli mogoče kvalifikacije v 2 dnevih, pa pol finale, ampak načeloma je bilo do zdaj tako: kvalifikacije 2 smeri, finale zadnja pač smer naslednji dan. To velja za vse, pa so pa 4 glavne kategorije. Imamo slepe in slabovidne, to je ena kategorija, amputirance zgornji del, druga kategorija, amputirance pač spodnji del telesa, tretja pa RP kategorija, ki je pa v bistvu najbolj taka mešana kategorija, ki je tudi najtežji narediti pač fair. Slepi, slabovidni imajo potem 3 stopnje pač te slepote in slabovidnosti. Se pravi, prva stopnja je, da so najbolj slepi oziroma najbolj slabovidni. Tukaj jim dajo pol tudi preveze čez oči. Tukaj gre za pač slepoto pač popolno, se pravi, lahko je verjetno čista tema ali pa mogoče kakšni vidijo razne sence svetlobne, tako da njim dajo pol zato, da je fair, preveze čez oči pač. Dobro, pustimo, tako je. Pol imamo pa drugo stopnjo, to je pa pol po nekem Logmarjevem testu narejen, kjer pač ocenjujejo ostrino njihovega vida, se pravi, lahko je pač čisto periferno, lahko je pač v centru imajo kakšne slepe te pege ali madeže ali kakorkoli, no, tako da lahko zelo različno vidijo, ampak pač nekako naredijo oceno, da dajo skupaj tiste, ki imajo pač po tem Logmarjevem testu najbolj skupno točko. In potem je še tretja kategorija njihova, oziroma tretja stopnja te kategorije, je pa pač najmanj nekako okvara vida, no, tako da tle je pol težko povedati, kaj je, koliko je kdo viden, koliko kdo vid in koliko kdo ne vid, ampak ja, pač so ocene, ki jih pač doktorji naredijo. No, pa so amputiranci, se pravi zgornji del, tle jaz spadam. Imamo v bistvu 2 stopnji, A3 sem jaz, to so pač vse neke poškodbe, saj niti ni nujno, da je amputirana roka, pač kaj jaz imam tudi, ali pa prsti, kaj jaz imam tudi 2 osebe v svoji kategoriji, ki imata celo roko, ampak ima pač ne deluje od zapestja navzgor, no, tako da spadamo v isto. Se pravi, v moji kategoriji naj bi bili ljudje, ki imajo pač poškodbo oziroma okvaro od zapestja navzgor. Se pravi, lahko je pol ful manjša roka, lahko je pač ful večja. Je pa v bistvu tle bolj omejitev, da pač moraš imeti neko poškodbo, se pravi, mislim, da je 6, zdaj se malo zmišljujem, ker sem pozabila, kako je, ampak 6 falangov ali nekaj takega, se pravi, 6 nekih teh členkov mora biti poškodovanih, da si sploh lahko v tej kategoriji. Pa je pa AU2, so pa vsi, ki so od komolca do zapestja. Se pravi, spet lahko ful različna dolžina tega stamp, ne vem, ko se reče, no, pač roke. To. No, zdaj so še amputiranci spodnji del, se pravi, tukaj sta tudi 2 stopnji te kategorije, se pravi, tisti, ki so brez ene noge. Tukaj je edina omejitev, da pač gležnja ne smejo imeti, pa je pa vseeno, koliko visok do kolka imajo pač amputirano nogo. Tudi njihova prostovoljna želja je, a bojo uporabljali to umetno nogo. Jaz bi skozi angleške izraze uporabljala grozen. Pač njihov
prosta volja, ja bojo to uporabljali ali ne, a bojo brez proteze plezali ali z. Druga kategorija je pa pol spet, je pa v bistvu vsi, ki so poškodovani od pasu navzdol, ali pa imajo amputirane obe noge, no. Tako da to je pač spet ta malo bolj visoka okvara. Pri njih je najbolj značilno, da ročkajo, no. Ker pač nog ne morejo uporabljati, pol edino, kar lahko so roke. In še zadnja ta kategorija, RP, mešana, tukaj so pač spet 3 stopnje. Tule noter je pa največ nekih okvar in poškodb in invalidnosti. Gre za pač lahko čist, kako bi rekla, lahko je ataksija, se pravi, da lahko je zmanjšana moč, lahko je zmanjšan doseg, koordinacija, pač to je glavni opis te kategorije, je zmanjšan doseg, koordinacija ali pa moč. Pa se pa to razdeli lahko na ataksijo, na hipertonijo, na neke avtoimune bolezni, kakor je recimo multipla skleroza tudi, ali pa neke živčne, možganske bolezni, poškodbe, okvare. Cerebralna paraliza. Cerebralna paraliza je tudi taka bolezen, kjer pač je lahko toliko oškodovan, da ne more jesti oseba, ne. Sicer v paraplezanju imaš tudi omejitev, pač če si ful invaliden, toliko, da sploh plezati ne moreš, da te ne morejo varno varovati, tudi tega športa kot invalid ne moreš izvajati pač. Lahko imaš pa cerebralno paralizo toliko, da sploh ne veš, da jo imaš. Tako da tule je najtežje narediti fer. Tudi zelo težko je ocenjevati, koliko ima kdo ataksije, koliko ima kdo koordinacije, koliko ima kdo moči, pač to gre vse pol prek zdravnikov, ki jih pač doma opravijo preglede, pa jih pa še na licu mesta vsako ni glih vsako tekmo medicinski pregled, ampak je pa sigurno na prvi tekmi, pa ponavadi na drugi tekmi, pa če je svetovno prvenstvo, je še na svetovnem prvenstvu, no. Je veliko medicinskih pregledov, ampak če ti prideš, kadar medicinskega pregleda ni, ne moreš biti kategoriziran. Tako da moraš ujeti pač ta vlak medicinskega pregleda, no. Je pa lahko tudi ful majhna invalidnost že v bistvu te naredi primernega kandidata za pač paraplezanje. Se pravi, ne vem, pač jaz sem v tej kategoriji, ki je najmanj invalidna. Dostikrat preden sem bila v tej svoji, pač ko smo punce brez prstov oziroma oškodovano dlanjo, sem bila v tej mešani RP3 kategoriji in tle smo pač bile vse sorte not, ne. Od multiple skleroze do te cerebralne paralize, do pač brez prstov, do ne vem, kakšnih mišic, ki manjkajo na nogi, pač zaradi sepse ali pa kaj. Ja, tako da. Skratka, to je kar tudi izziv za postavljalce in organizatorje in same zdravnike, ki pregledajo pač vse nas, no. Hvala za tole, ta opis, za to, da si tako majčkeno sploh zares dobimo, tudi tisti, ki ne spremljamo toliko, ta vpogled, kako to poteka, ne, ker je prav, da nenazadnje, če že pravimo, kako imamo radi plezanje, ne vem kaj, ne, da poznamo tudi ne zgolj tisto, kar je nekje tam najbolj na piedestalu, ne, fokusa in tako. Tekme, ne. Kako se spomniš prve tekme? Ja, sicer se je najmanj spomnim, no, ampak pač grozen. Tako, jaz sem mislila, kva zdaj jaz vsem nakazala, koliko jaz dobro plezam, pač, ko sem kao že toliko dolgo v plezanju. Pa ko ti ugotoviš, da so tiste smeri pač tam na samih tekmah, čisto nekaj tretjega, kot to, kar ti v PCL-ju plezaš, pa v teh športnih plezališčih.
plezalnih centrih, sem bila tako, jaz to sploh ne znam plezati, pač to je čisto neko drugo gibanje, je bilo ful, je bilo nekih petk, pa ne vem kva, jaz to nisem znala, jaz sem samo leva, desna, pa ko moraš ti malo drgati, sem bila pa me je kar prizemljila prva tekma, no. Koliko je pa recimo v mednarodnem prostoru, ne, kakšna je ta scena, koliko je to, bom rekel, čisto na amaterski ravni, tekmovalke, tekmovalce, koliko ste to noter? Okay. So tam tekmovalke, tekmovalci, ki živijo za to in trenirajo kot trgani in pol so ne vem kje, v nekem ravni sposobnosti in pripravljenosti, ne, in tako. Ja, to je dobro vprašanje, ker je pač zelo različno. Meni se zdi sicer super stremeti k temu, da je pač to na neki ravni, ampak absolutno pa boš tukaj tudi videl na tekmi nekoga, ki je prvič pač pleza. Ja. Ampak ja, tako je. Jaz bi sicer rekla, da na tekmi ne bi smel biti prostora za to, ampak dobro, pač treba je zafilati kakšno kategorijo včasih ali pa ne vem, države se hoče vključiti, pa pač nimajo razvitega plezanja in pač je to edina oseba, ki jo imajo, ki lahko predstavlja to državo, tako da ja, definitivno ful različno, tudi razlikuje se, koliko časa je nekdo v temu, a ne, eni so že od rojstva v plezanju, eni pa to počnejo par let, a ne. Pa pa seveda še, koliko je kdo zagrižen, a ne, koliko kdo trenira. To se mi zdi pač najbolj pomembno, zdaj, če se že gremo, da pač nisi dolg časa v tem noter, da se vsaj gre pač za to, da se trenira, da se pač vlaga v to, no, ne, da pač prideš tja malo potovati, pa se malo družiti, pač se je to tudi del tega, pa je ful lušten, ampak pač organizacija teh tekmovanj je za to, da ti prideš pač tja natrenirana, ne. Tako jaz to gledam, pač ne bom pa obsojala, če nekdo drugače gleda. Zdi se mi pač fajn, da ta šport popeljemo do nekega nivoja, pač da je čim bolj približan tekmovalnemu nivoju, pač da je tudi čim bolj raznolika ta fair play, da je pa da je čim bolj raznoliko kar se tiče tega, no, pač v bistvu, da ni čim bolj raznoliko, ampak da se pač vidi, da so ljudje dali in vložili v to, da so tam, pa je pa res, ne, da nekateri od teh plezalcev, paraplezalcev tudi živijo od tega, ne. Se pravi, so toliko natrenirani, so toliko dobri, ja, da imajo pač sponzorje in tako naprej, no. Tako da to se mi zdi ful dobro, jaz pač zmeraj njih gledam kot neke vzornike, poleg samih navadnih plezalcev, normalnih plezalcev, ne invalidov, imam tudi seveda v paraplezanju vzornike. In ja, pač si jaz tudi želim, da bi lahko popeljali tudi Slovenci na ta nivo pač paraplezanje, no. No, ko si omenila Slovence, kako pa je to pri nas? V kakšnem stanju pa je situacija pri nas? Tako, jaz sicer nisem od samega začetka, seveda, ko se je pač začel paraplezanje pojavljati, pač zdaj sem 5. sezono in odkar sem jaz, smo vsak let tudi selektorja zamenjali. Pač Juri je bil tisti glavni selektor, ki je bil najdlje časa v temu, ki je to tudi popeljal, da pač tudi Slovenija sodeluje v paraplezanju. Zdaj pa nekako se težko najde to osebo, ki bi gradila naprej, pač pa bi nas popeljevala pač vedno višji. Ja, ne vem, kako bi rekla pač zdaj, zakaj je tako, ampak imeli smo pol Gregorja po Juriju, Gregor je bil tudi sam tekmovalec in
on je res poznal pač sceno, ker je bil tudi sam tekmovalec in tako naprej. In mu je bilo to zelo lepo predano, ta vloga. In jaz mislim, da je tudi zelo dober obvladal. Selek. Gregor Selak, ja. Imel je pa pol neke svoje zakonitosti Gregorjeve, ki so pač mogoče niso šle vsem čisto v takole not pa takole ven, no, bom rekla. In ja, se je pol pač malo zapletel, no, ampak je tudi v bistvu on svoje življenje našel nekje drugje, no, in pač v bistvu zaradi tega pol tudi ni vztrajal z nami. In pa smo v bistvu izgubili neko, pač brez vodje nekako izgubiš podobo, no, pač saj še vedno smo paraplezalci, vztrajamo in tako naprej, ampak rabimo pa pač vodjo, rabimo selektorja, rabimo nekoga, ki se bo boril za nas, rabimo enega, ki bo pač povedal, da mi tudi obstajamo in da rabimo tudi finančno podporo, da lahko gremo na tekmovanje in tako naprej, ne. In zdaj, zaenkrat, če vsak let novega dobiš, ki se šele spoznava z vsem tem, prej sem opisovala, koliko je kategorij, kaj pa tudi pravila, ki so na samih tekmah, ne, če vsak let nova prideš, se moraš prvo vsega tega naučiti, kje boš ti še pol tiste se boril. Kot dodano vrednost ustvaril, ne. Ja, no, se to, ja. Predstavljam to. Tako da imate kar ne najbolj zavidljivo situacijo. ja, glede tega bom rekla, da jaz pač sicer probam vztrajati, probam biti v kontaktih, probam pač se spominjati, da obstajamo, da ne pozabijo na nas, no, ampak pač jaz moram tudi trenirati pa delati tisto svoje, zato ker sem prišla, no, pač zato, da grem na tekme, no. Treniram zato, da hodim na tekmovanja in pač si želim, že tako imamo v bistvu 4 tekmovanja na sezono, pač to je naš maksimum in meni je poanta, da grem pač na vsa ta svetovna prvenstva in svetovne pokale, no, tako da. Se pravi, vsako leto je svetovni pokal. Koliko tekem je to? 3. 3? 3. Svetovno prvenstvo je pa na vsake 2 leti. Lani smo imeli pa recimo evropsko prvenstvo prvič po zelo dolgem času, no. Mislim, jaz sem bila na svojem prvem evropskem prvenstvu lani, je pa že bil pač nekoč prej, no. Ampak tudi vsak let pride ful več novih članov v paraplezanje. Mislim, da smo povečali vsak let kvoto, ne vem, nekih 50 novih ljudi pride, tako da. Na mednarodno. Mednarodno, ja. Kakšna je pa ekipa v Sloveniji? V Sloveniji? Zdaj nas je 5, zdaj ne vem, a bo še kdo nov prišel, jaz upam, da pač nas bo čim več. Od lani v bistvu imamo 2 nova člana, Gorazda pa Natašo, pa Tanja, jaz pa Matej, pa smo pač od prej, no. Tako da 5 nas je. Slepi, slabovidni rabijo pol za tekmovanja tudi kakšnega spremljevalca. Tako da pa se kar nabere enih ljudi, ki morajo iti na tekmo, no. Je pa ja, no, pač definitivno bom rekla, z novimi člani je tudi malo več napetosti znotraj ekipe. Vseeno je to pač individualen šport in pač na koncu se nam je vsem malo težko prilagoditi, tudi manj financije pomeni, da se pač skrčijo neki prostori in možnosti za ta potovanja in tako naprej. In ja, tle pol se včasih malo lovimo, mislim, moram reči, da smo se lansko sezono, no, smo se kar lovili pač, da smo lahko sobivali. Jaz sem za evropsko prvenstvo kar rekla, jaz grem sama, ker ne morem se kregati, ne morem se preveč prilagajati, pač konec koncev smo invalidi, ne, vsak ima en ima večjo potrebo, en rab več pozornosti, en rab to, en rab ono in je tle tudi zelo veliko enega prilagajanja. Jaz pa grem tja, da imam mir, da grem na tekmo, da se ne kregamo, da se ne vem kaj ne dogaja. Zato, da pač lahko tekmujem in sem v nekem
takem mirnem okolju. No. Tako da lani sem Na tem kar sama. področju je kar nekaj izzivov. Torej, Ja, je. Moram reči, da ni tako lahko, kakor na ven zgleda. In ja, no, lani sem jaz kar imela krizo, pač sem se že kar fajn spraševala, če je vredno vse te energije in toliko enega truda, ko vlagam v to, da se pol prepiri dogajajo, pa da se neke take stvari dogajajo, ki se ne bi smele, pač nepoznavanje pravil in tako naprej. In mislim, sej ne, da jaz pač nekoga obsojam, ker ne pozna pravil, ker mi je absolutno jasno, da jih ne moreš. Pač itak, preveč jih je, sploh za prvo sezono. Sam pol pač trpi performance zaradi tega pač. To je dejstvo, ne. Ja. Ampak glih lansko leto je bilo tvoje. Ja, sej meni več izzivov. Si eksplodirala, ne? Več izzivov, ki mi je vržeš, lažje jih shendlam. Čeprav, če pustva še moč leto 24, ne? Ja. Že 21. si ti v bistvu naredila nek preboj. Ja, nek A si korak. prav to zasledil? Ja, čeprav priznam, da jaz se nisem počutila, da je bil tisti moj preboj. Definitivno je bil preboj v smislu, da jaz to nadaljujem, da mi je všeč, da mi je ta šport super in tako naprej. Pa ne samo zaradi te Rusije, pač performansa v Moskvi, ampak na splošno pač cela ta sezona, tisto prvo leto mi je bila tako. Skratka, moral vsem povedati to, da si bila na svetovnem prvenstvu, si v Moskvi, ne, v Rusiji, si bila 4. Ja, mislim, moje prve finale so bile in me je ta bliž teh final me je čisto zameglil. Ful sem bila dobra v kvalifikacijah, res sem bila ponosna nase, v bistvu, da sem v kvalifikacijah zaključila na 3. mestu in spet je bila ta združena kategorija, ki je pač, se pravim, ful več enih invalidnosti, ful večja konkurenca in ja, to mi je bilo v bistvu, tisto mi je dal največji zagon za naprej, no. Pa finale sem sicer tudi mislila, da bom zaključila pol vsaj na 3. mestu, ampak se je zgodilo, da sem na 4. Tako da jaz sem pač vsem pričakovala stopničke, no, ampak jih pač dobila nisem. Je bila pa super izkušnja in iztočnica za naprej, ker sem izkusila finale, izkusila sem svetovno prvenstvo, ker je čisto drugačna tekma, ful večja, tudi sama prireditev je bila na čisto drugačnem nivoju, no, in se pravim, ta bliž tega vsega me je kar malo me je spet iz tega fokusa plezanja dal in sem se težko gibala. Ja, mene je bolj dol vrgel, no. Ja? Ni me dvignil, me je kar tako, ustavil me. Ja? Ja. Too much bilo vsega. Preveč je bilo vsega, ja. Ja, kako pa se je potem comeback zgodil? Ja, mislim, to me ni zdaj za naprej, me ni to ustavilo, no, pač me je samo za tisto finalno tekmo, ampak se pravim, vse skupaj mi je dal pa ful ene želje, da se izboljšam in da grem naprej in da sem drugo sezono končno na teh stopničkah in pol sicer nisem bila, ampak sem bila pol 3. sezono na stopničkah. In ja, no, pač vsakič sem se nekaj novega naučila o sebi tudi. Moram reči, da sem ful enega egota mogla pojesti, pač to mi je najbolj, kar sem lahko doživela v plezanju, da prideš iz one točke, ko se ful boriš za ocene, pa za ne vem, pa da boš po flashu, pa da boš ne vem kva vse dosegel. Da prideš do tega, da ti je pač čisto vseeno za te stvari. Mislim, niti čisto vseeno, ampak tako, da si pomirjen s temi fejli, ki jih imaš, da se pač lahko ti še zmer spraviš ven, ko ti ne gre, ko pač imaš slabe dneve, ko nekaj pričakuješ, pa pač tega ni bilo in greš lahko od tam še vedno naprej, da te to čisto ne pokoplje, no. To sem se mogla pač naučiti, pač jaz ne vem, eni se mogoče to že takoj naučijo, eni se mogoče tudi nikoli ne. Meni je bilo ful dobro, ker sem se, pač to so mi te treningi dali in seveda tudi tekme, da z vsakim treningom si pač boljši,
pa z vsakim treningom se moraš tudi naučiti, da imaš pač slabe dneve in ne bo vsak trening najboljši trening, ampak je že to, da si tam, pač ful vredno. Pa še verjetno vse, kar pa še zraven. Ne? Sej Absolutno. tekme so v končni fazi, ne? Trajajo nekajkrat po par minut. Ne? Ja. Če pa pomisliš, koliko časa tako Vložiš. sicer za vse treninge, pa vse, kar je pa to, so pa to dnevi. Ne? Ja. In to zraven tako včasih pozabljamo. Kaj človeku tudi to vse zraven da. Ne? Ja. In doskrat je to mogoče še bolj, kakor pol sam V bistvu, ja. podium, ne? Oder, če prideš do tja. Itak. Sej največ, kar so mi dali, se pravi, pri tem ego, to je absolutno trening. No. Tako da sem ful vesela, da sem ustrajala, ker sem se veliko sebe naučila. No. Tudi ta patience. Potrpljenje je vrlina, ki je nikoli nisem imela in sem tako vesela, da sem se jo naučila. No. Pač sej še zmer so trenutki, ki nimam potrpljenja, ampak tako v nekem glavnem smislu se mi pa zdi, da sem se naučila tega in mi je zelo veliko vredno. No. Ja, verjetno tudi sicer v življenju, ker Ja. mnogokrat ga rad potrebujemo veliko. Ne? Ja, na različnih področjih, pa verjetno božne ne greva zdaj, ne vem na kam. Ne raba. Če se zdaj vrnemo na lansko sezono, ne? Si pa pravzaprav prišla na stopničke, kamorkoli si šla tekmovati. Ja. Na vseh 4 tekmah. Ja. Tako da to je tako. Ja, ful, Bravo, hvala. Mislim, če bi me to vprašal, da bom na vsaki tekmi na stopničkah na začetku sezone, bi rekla, no, daj mi mir. Ja, ko pa za nazaj pogledam, sem pa res v bistvu ponosna nase. In ne vem, kaj bi rekla, no, mislim, imela bi tudi rada zlato medaljo, ampak dobro, pač gledala sem uno prazno poličko, ki sem jo imela na začetku leta doma, tisto eno medaljo pa z enim kipcem, zdaj imam pa tako že ful enih kipcev pa enih medalj, pač sej enim to nič ne pomeni, ampak jaz pa moram reči, da vsakeč, ko pogledam, sem tako Ponosna. ponosna. Na svojo pot. Ja, na vztrajnost. Z vsemi izzivi in tako naprej. In verjetno je to zdaj bila tudi dobra motivacija za naprej, ne? Ja. Ali Ja. pač ne? Je, absolutno je, ampak so te ovire tudi zelo, zelo težke. Pač na koncu tudi finančne ovire. Pač sej dobimo mi tekme pokrite, pa tako v glavnem, ampak ne vseh. In recimo zdaj še vedno ta selektor, mislim, da je še v izboru ali je že izbran, ne vem. Pač jaz ne vem, kaj me letos čaka. Zdaj je sredina februarja, jaz pa ne vem, na katere tekme bom šla, a bomo sploh na kakšno šli, a bomo na vse šli, predvidevam, da bomo, ampak ne vem, ne. Ja, in je to, a veš, take stvari mene pol nazaj. To si predstavljam, da to ni lahko. Ja. Najmanj, najbolj milo rečeno. Ja. Ni lahko. Ne. Sploh, ko toliko vlagaš pač v same treninge. Treniraš pa koliko? Ja, recimo, skozi, pač 5-krat na teden, mislim pa še vikende kaj, tako da. Imaš tudi trenerja? Imam trenerjev več. Več? Ja. Mislim, glavnega trenerja plezanja imam enega, ja, Luka Mužar, ampak ja, pol še za ostale neke vadbe, pa tako imam pač trenerje, ja. Tako da mogla sem tudi iz rehabilitacije poškodbe nekako priti, tako da tudi tukaj sem rabila ful ene pomoči in se pravi, vložila sem dost, da lahko sploh sem konkurenčna glede na to, da pač sem imela še to oviro, kar se tiče poškodbe, ki ni bila majhna, no, in Tu zdaj govoriš o kolenu. koleno, ja. Tako da, ja, se pravi, najbolj sem ponosna na vztrajnost. Čestitke, bravo. So pa, ali pa smo pa tvoje lanske dosežke opazili
marsikdo jih je opazil. Ja. Tudi na Planinski zvezi si bila lani, si prejela priznanje. Pa ne samo tu, ne, tudi prejela si tudi Bloudkovo priznanje Ja. za posebne dosežke v športu, ne. To je pa tako že, ne, to pa ni kar tako. Ne, ni. Ja, to mi je pa dal, no. To mi je pa dal pač, sploh, ko sem bila na PZS-ju, ko sem tam sedela med Janjo, med samimi uspešnimi plezalci, tudi v alpinizmu in v drugih panogah, pač sem bila tako, jaz sem zdaj tukaj. Kaj se dogaja, pač ne vem, tako toliko enih občutkov me je prevzelo naenkrat, da sem samo jokati sem se začela tam v svojem kotu sem sedela in sem tako, in mi je dal pač, tako kot sem napisala, ne, pa zdaj itak ne bom znala ubesediti tega, ampak ja, ful enih stvari sem začutila, mislim, res ta odgovornost, ki jo nosim, že sicer nekaj časa jo čutim, ampak zdaj sem pa še malo bolj jo začutila, da bom popeljala pač paraplezanje naprej, pač moja naloga je seveda naloga vseh nas, ampak jaz sem pač zdaj ta oseba, ki se je odločila, da bo tlele tudi vztrajala in probala dobiti nove paraplezalce, selektorje in jih ozaveščala in tako naprej o invalidnostih, o pomembnosti pač, da tudi invalidi so lahko športniki, smo lahko športniki in je pomembno na splošno, ne samo za plezanje, ampak tudi za starše, da pač vejo, da lahko njihovi otroci kljub invalidnosti športajo in tekmujejo. Seveda je treba stvari prilagoditi, a ne pač tako, kot je treba, ampak se da. Tako da, ja, tle sem začutila neko poslanstvo, seveda pač še vedno sem v tekmovanju, še vedno mi je to zdajle prioriteta, pač da tekmujem in tako naprej, ampak dolgoročno pa sem dobila en tak klic, no, eno tako poziv, ki bi ga rada izpolnila, ki bi rada stremela k temu. In ja, nazadnje sem že imela na sokoljem oku eno osebo, bila sem v boulder sceni, plezala sem in pač jaz recimo sem mojo roko skrivala spretno dolgo časa in tudi rada se s tem malo pohecam, ampak tudi pohvalim hkrati, da pač moj bivši, ta fant Štajerc, pol leta ni vedel, da jaz nimam prstov na levi roki. Glej, saj pravim, jaz sem bila precej spretna, on je bil pa mogoče majčkeno slep za te stvari. Ampak jaz sem v glavnem, da se vrnem k tej zgodbi, jaz sem to pač osebo takoj sem jo videla, da ona nima prstov. Sploh nje nisem videla ta prvo, kako izgleda, ampak samo videla sem, da nima prstov in sem lavfala do nje. Jaz ne vem sicer, kva naj zdaj rečem, a ne, kako naj sploh pristopam do take osebe, ampak jaz sem šla kar z glavo skozi zid pač, a ti tudi nimaš prstov? Pa tako svojo roko kažem. Ona tako, ja, nimam, kaj se dogaja? Pa jaz tako, ja, glej, jaz tudi nimam. Pač kaj neandertalec sem prišla do nje in v glavnem sva se pol takoj povezali in sem bila tako, daj pridi, mi rabimo pridi. Best. Ja. Super. Tako da ja, hodim pa tudi včasih na kakšne šole, sicer zdaj malo tudi zaradi službe ne morem pa tako, ampak nekaj časa pač sem hodila na šole, malo predavati pač o paraplezanju, malo vse, pa v naši ekipi. Pa ja, no, upam, da bom lahko še malo bolj koordinator tega. Misliš, da zlasti mladi, ki imajo recimo kakšno poškodbo ali stopnjo invalidnosti,
ali pravzaprav kakršnokoli drugo težavo, ne, sej te invalidnosti so ponavadi, če so fizične, so vidne na ven, ne. Pozabljamo pa, da smo ljudje, dostikrat imamo težave navznoter. Ja, nevidne invalidnosti. Vidne, ne. In te so mogoče, se jih da še te lažje skrivati. Ampak, a misliš, da mladi, zlasti mladi, potrebujejo več spodbude, da je prevečkrat ali nam rekel sistem, družba, mogoče tudi družina ali pa neko tisto okolje njihovo, če rečem malo dol tiščit, je mogoče lahko malo prehuda beseda, ampak skratka, ima določene ovire in bi rabili večkrat neke spodbude, da bi mogoče si eno stvar upali ali pa se ne preveč omejevali s čimerkoli že. Če sem preveč zakompliciral. Ne, razumem, ampak jaz zdaj tako probam razbrskati pač glede svojih izkušenj pa glede invalidov, ki jih jaz poznam. Tako bom rekla, no, ne poznam nobenega zares invalida, sploh pa ne če od rojstva, ki bi bil tako občutljiv ali pa da bi mislil, da kaj ne more ali pa karkoli, no. Vsi so zelo taki, ne vem, prizemljeni ali kako bi temu rekla, no, pač ne bi rekla, da kdo čuti toliko neke prikrajšanosti, absolutno pa so prikrajšani, ne, pač, ne vem, če si ti na vozičku, ne moreš zmeraj kam iti, ker, ne vem, infrastruktura ni narejena ali pa neke take stvari. Zdaj eni se lahko malo znajdejo, eni pač se ne morejo, spet odvisen, kakšno invalidnost imaš, koliko si invalid in tako naprej. Recimo, ko sva z Matejem po Moskvi potovala, on je ful spreten s svojim vozičkom in res zna, mislim, tam je bila infrastruktura totalno neprilagojena invalidom, pač tudi nisva videla dosti invalidov, razen pač nas, ki smo bili tam paraplezalci. Ampak je bilo zelo zanimivo, ta njegova spretnost je bila zelo uporabna, malo sem mu kaj jaz pomagala, pač tam, ko ni šlo. Dostikrat so bile pa pol neke stopnice, pa sem jaz pač vzela voziček, Matej je pač šel na srečo Matej lahko vsaj toliko malo hodi, da gre lahko, če se nekam upre, tudi po stopnicah navzgor. Ampak zelo velikokrat se je pa zgodilo, da so bili ljudje tam ful prijazni in so prijeli mene, voziček pa še Mateja, pač je nesel gor brez nekih vprašanj, tako zelo taki odprti ljudje so bili. Ampak ja, družba sama, no, to je pač čisto neka taka tema zase, pa spet težko govoriti, ne, pač jaz lahko zase govorim, jaz ne rabim nekih prilagoditev. Definitivno sem imela jaz več nekih nevidnih invalidnosti, se pravi čustvenih invalidnosti skozi odraščanje. Jaz ne bom rekla, da me je roka kjerkoli ovirala, ampak je pa mogoče k tej nesamozavesti zelo pripomogla, no. Moja invalidnost čustvena je bila ful bolj omejujoča kakor sama ta roka, no. Ja. Zdaj, a je družba kriva, sem sama kriva, so starši ali bi rekla mogoče nek splet vsega skupaj. Pač zelo sem odraščala v takem smislu, da pač se nič ne da, negativna sem bila zelo, depresivna sem bila, pač že pri najstniških letih sem bolehala za depresijo, ADHD sem imela, mislim, ga imam, se pravi, učne težave sem imela, tako. Pa to povezuješ zaradi roke? Ne, to je čist zgodovina familije, družine, neko prirojene stvari in nič nima veze z roko, bi rekla. Mislim, mogoče se lahko malo povezuje, ampak to je čist nekaj izven tega, no. Ampak hočem reči, da te lahko tudi neke te nevidne invalidnosti te lahko tudi ful omejujejo. In se pravi, ne morem govoriti za druge ljudi, ki imajo to, lahko govorim zase. In mene so tudi že te pač čustveni problemi, ki sem jih toliko imela,
so me tudi ovirali pri temu, da sploh lahko grem iz hiše, kdaj pač. Sem imela tudi take momente, ko pač nisem mogla več dni iz bajte ven, imela sem pač panične napade, imela sem anksioznost, imela sem tudi jaz težave s ščitnico, ki ni pripomogla čisto nič k temu, da bi lahko svet videl kaj bolj pisan, kakor je. Tako da, ja, mislim, vsak človek ima lahko nekaj, kar ga omejuje in ni nujno, da je to samo fizična invalidnost. Zdaj pa, kako družba to jemlje, je pa... To se zelo strinjam. Kar je verjetno, take stvari se lažje mogoče skrijejo, zakrijejo, mogoče včasih malo hliniš, da je vse okej. Ja, vedno lahko malo preložiš. Tudi ti si rekla, da si včasih malo skrivala roko, ne? Ja, ker ja. Zdaj ne. A pa si imela mogoče vprašanje, a si kdaj imela kakšne negativne izkušnje z okolico? Ja, seveda, ko sem bila v osnovni šoli, mlajša. ja, so se skozi zabavali z moje roke, pač zmer so bile neke pripombe, pa ful velikrat so povezvali, ne vem zakaj, ampak pač, ko rečeš invalid, ne vem, osebam, ki mogoče niso o tem izobraženi, si predstavljajo marsikaj, no, pač jaz ne vem kaj, ampak mene so zmeraj pol zjebali, da sem še tako, kako bi rekla, da sem čustveno tudi čist nedozorela ali pa ne vem, tako, da imam neke posebne potrebe zaradi tega, ker imam pač to roko, ne, in tako so me jemali vedno v osnovni šoli, da jaz rabim ful več neke pozornosti, pa tako nikoli nisem iskala zares, ampak ja, pa norca so se pač delali same roke, no. To si predstavljam, ne predstavljam, se verjetno vsak je v neki meri mogoče, ali pa večina nas v neki meri kot otrok šel skozi neke take procese, kot si bil pod žarometi, zaradi česarkoli že. Karkoli izstopali, so našli. In to vem, da takrat je bolelo, ali pa bo. Ja, definitivno. Takrat je, ja. To lahko potem tudi otroka, ne, pa mogoče celo mladostnika celo malo zaznamuje. Ali pa mu majčkeno začrta neko pot z nekimi ovirami, ki jih pol pač, bom rekel, fajn, da se jih preseže, ne? Pa se jih. A si tudi pri sebi kaj začutila tazga? Ja, mogoče, ja, sem sicer zelo pozen v življenju, zelo pozen sem jaz sprejela to roko. Večinoma časa sem samo želela, da se ne vidi, da noben ne ve, da jo imam, da jaz ne vem, da jo imam, da je to karkoli. In v bistvu sem s plezanjem, no, sem pač prvič tako začela čutiti to roko, kakor da je to je del mene, to jaz pač s tem grem in to jaz rabim, pač moram jo uporabljati, ker prej kar nisem, to je bilo kar skozi nek odspod skrit pod enimi rokavi v žepih in tako naprej, ker čisto je bila okorna ta roka. In ja, s plezanjem se mi zdi, da sem začela to nekako bolj sprejemati, tudi skrivati nisem mogla to, kaj pač tam se vidi, ne. In prva vprašanja tudi o svoji roki sem dobivala na plezanju. Pač delala sem tam v Mariboru, v Klimberju in pač tam so bili redni neki plezalci in jaz sem tudi ful plezala tam not, malo sem delala, malo sem plezala. In jaz sem prva ta vprašanja dobivala tako, kako si ti s to roko, kaj tu, jaz sem kar tako, jaz to sploh ne znam odgovarjati na ta vprašanja. Nisem bila navajena in velikokrat me še tudi najoka me kdo kaj vpraša, ampak mu nisem nič zamerila, mi je bilo ful dobro, no, verjetno se njemu zdelo tako, sorry, ke te v jok spravim, pa tako, ne, saj, pač sem navajena, nisem, no, pač zelo intimno vprašanje se mi je to zdelo, ampak pač ni, ne, mislim. A si kdaj mogoče tudi začutila, da ljudje, če rečem,
zdaj močkam, če še širše razmišljam, ne, če si ti zaradi svoje roke recimo malce drugačna, ne, Ja. v nekem smislu. Pa da smo ljudje včasih mogoče zaradi kakršne koli drugačnosti malo ne znamo čist pristopiti ali pa se obnašati ali pa pol postavimo kakšno, pa ne mislimo nič slabega ali pa če kdorkoli, ne, ampak si tako malo neke zadržanosti, pa pol, zdaj, če nekomu rečem invalid ali bom koga užalil, a to kdaj začutiš? Ja, definitivno. Pa tudi verjetno ti gre tudi na živce. Ma meni niti ne, jaz sem v redu, pač jaz tako dosti razumem ljudi in tudi sama imam kdaj težave, ne. Tudi ne vem, kako do koga pristopim, ali pa mogoče čisto preveč direktno pristopim, tako kot sem do one punce, pač kar tudi mogoče ni najbolj, ne. Mislim, a spet je odvisen od posameznika, meni je vseeno, a ti pač direktno vprašaš, a si malo previden, pač kakor te paše, mene ne boli me več to, tako da če je nekdo preveč previden, mi je sam hecen, ker tako sem, pač si v redu, pač nima veze, pač ti kar vprašaš, lahko še kakšen joke poveš, če imaš kakšnega boljšega, kaj jaz, pač na temo, zakaj sem brez prstov. Tako da zdaj sem ful bolj pomerjena s tem, tudi ful bolj sprejemam pač hecanje iz same sebe in tako naprej, no. Mislim, še zmeraj verjetno, če bi kdo malo predaleč šel, bi bilo tako, bi me bolel, ampak tako, no, ful lažje je živeti s tem, ful bolj sem pomerjena. Tudi pač starejši, ke si, ljudem je to dosti nepomemben, pač sej konec koncev me to ne definira, mislim, me v plezanju pa tako, ampak nisem jaz zdaj samo ta roka, tako kot marsikateri invalid, ni sam invalid, Seveda. ampak je vse drugo prej kot invalid, no. Tako da meni ne grejo ljudje na živce, pa če imajo vprašanje, mi je v bistvu ful dobro, da lahko kaj mogočega, kaj novega naučim, tako kot se jaz rada učim od ljudi, da mi kaj novega povejo, mi je tudi ful dobro, če lahko jaz. Ker spomnim se pa tudi, pa čist podrobno ne, v enemu izmed tvojih odzivov na prejem ene izmed nagrad, ki si jih priznanj, ki si jih lani prijela, si rekla nekaj v tej smeri, pa me boš popravila, mogoče sem pa tudi narobe razumel, da ti je pa ne nazadnje tudi tvoja roka in tvoja izkušnja pa pač pomenila tudi neko priložnost in neko šolo, za kar si na nek način tudi hvaležna. Ja. A sem jaz to prvo se zapomnil? Ja, definitivno. Ja, jaz sem ful v bistvu vesela zdaj, da imam to neko drugačnost, no, pač mislim, če ne bi imela tega, celo življenje sem pač želela biti ista kot vsi, sem samo hotela, da noben ne vidi, da imam kaj drugače, pač celo življenje. Zdaj sem pa toliko vesela, da imam jaz tole drugače, pač res prav, zaradi tega sem v paraplezanju, zaradi tega se povezujem z pač ljudmi, ki imajo tudi neke drugačnosti, si delimo zgodbe in pač tudi z ljudmi, ki nimajo nobenih drugačnosti, se povezujem, ne vem, tako res sem hvaležna za to roko in za vse izkušnje, ki mi je dala, tudi za te težke momente, tudi težki momenti so me kaj naučili. Ampak ja, na koncu invalidnost ti da lahko tudi priložnost in meni jo je dala, no. Pač jaz sicer si težko rečem invalid, ne, tudi marsikdo me ne jemlje kot invalida, tudi ZPIZ me ne jemlje kot invalida, ne, ampak dobro, pač. To so pol te terminologije, ke. Ja. No, sam sej verjetno je pa tudi neka ta odpornost na okolico pa tudi pride z nekimi življenjskimi izkušnjami, ki so ponavadi povezane z leti, ne. Mogoče, a si kdaj, zdaj sem se spomnil, sem prebral nekje, pa to ne bi menda sam Winston Churchill rekel, če je res, ne, ampak se mi zdi tako še kar povedno, da ko je človek v 20-ih, ne, se ful ukvarja, kaj okolica misli o njemu, ne. Ja, po mojem, ja. Pol, ko si tam po 40-em, se
ne ukvarjaš več s tem, kaj si Že kdo v misli. 30-ih rekel. Pol kao, ki si pa tam v 60-ih, ne, Ja. pa ugotoviš, da se zares noben nikoli s tabo zares ukvarja, da so se vsi sam sabo. Ja. In da se čist preveč se ukvarjamo s tem, kaj si kdo misli o meni. Ja, jaz sem se s tem ful. Pa še danes se. Trudim se skozi. To je pa prav tako ena mantra, ko imam, da se trudim skozi opominjati, da mi je malo manj, bolj vseeno, kva si drugi mislijo. Sej do neke mere, ne, pač moraš to imeti, pač neko družbeno odgovornost in tako naprej, ampak ne do te mere, ki imam pa jaz, a ne, ker se mi zdi, da je preveč tega, kaj si kdo drug misli in tako naprej, ne, in ja, te stvari te pol res spravijo v nek kalup in ne moreš ven iz tega kalupa, pa bi mogoče lahko šel, pa bi mogoče lahko bolj sebe spoznal v neki drugačni luči, pa se ne moreš, ker je skozi ta kletka, v kateri si, ne. Je pa verjetno tudi to, da si ti lepega dne upala iti v končni fazi v reprezentanco na tekme, pa ven mogoče tudi iz nekih samookvirjev, ne. Je pa to tudi zelo velika stvar in to upati si, se mi zdi, ljudje dostikrat rabimo, pa mogoče se včasih sami sebe malo dol. Bremzamo, ja. Največja bremza si sam sebi, ne. Če bi tako mogoče kakšnemu mlademu ali pa celo najstniku ali pa še otroku, ki si mogoče kaj želi, pa ima neko oviro, pa pustva zdaj. Invalidnost, ja. Ja, samo fizične, ne, kakršnokoli. Glede na to, da imaš tako pot za sabo, bi si upala še napotek, pa idejo, misel. Definitivno, pač, če ima nekdo neko željo, pa da je iz kakršnih koli nekih ovir, razlogov in tako naprej, misel, da ne more izpolniti, pač sam poslušaj srce, pač srce na pravem mestu bo zmeraj našlo pot do te želje, pač če imaš cilj, boš našel pot in ta pot je ful pomembna, če ji slediš, pač sam slediti je treba, pa ful pomembno se mi zdi čuječnost, pa samozavedanje, da se tako v dnu duše spoznavaš in veš, kaj želiš, kdo si in v katero smer boš šel, no, tako da jaz samo upam, da bojo pač sledili svojim sanjam, ker jih lahko doseže. Ja, ful lepo. Prejšnjo sredo sem te videl na sceni, smo tam bolderirali, Petek je bil. Petek je bil, petek, ja. Vem, ka petkih ne hodim na sceno in sem tako, wow. Ok, petek, ja. In si bila kar zagreta, zdaj pa tisti verjetno ni bil, zagreta, si pač plezala tako na polno. To verjetno ni bil uraden trening, ne? Ne, to je bilo najbolj ne na polno, kakor lahko pleza. Ok, mogoče, ne, se nam rekel zdaj, da sem tam zalezoval te 2 ure, ne, se vem. Ne, pač prijateljica, eno sem peljala plezat, pa sem malo, jaz boulderjev itak ne plezam toliko, ne, ker v bistvu prej sploh nisem dovolj dobro opisala, kako izgledajo tekme paraplezalne, pač mi plezamo samo na lit oziroma na težavnost. Sicer imamo top rope vpeljan, ampak ja, nimamo boulderjev, no. Se pravi, samo ta težavnost je, tako da jaz boulderjev res ne plezam. Mislim, uživam v njih, fajn mi je tako za dušo, ampak pač sem v šutalnici. Tako da tiste balvančke, ki sem jih videl, sem si tako malo afnala, pa malo nič kaj zaresno. Ja, no. A sicer pa poleg plezanja imaš še kakšno stvar, ki te približno tako ali pa pol toliko motivira, ja. da nam rekel drive, ne? Ja, motivira. V bistvu trenutno imam res pač plezanje, tekme in ukvarjanje s tem športom invalidov. Tako da to me zdaj najbolj, no, da sem v tem noter, sem v bistvu tudi ful vesela, da imam samo to, ker pred tem sem imela celo življenje še ful 1000 enih stvari, pač rada tudi rišem, rada
ustvarjam, rada igram kitaro, učim se igrati kitaro, itak ne morem nekaj ful dobro igrati kitare, ampak tako rada se učim neke stvari nove in poskušam, ampak zdaj par let sem v tem, da imam res sam plezanje, pa pač kar je v povezavi s tem. In sem kar vesela, da sem se fokusirala tako na eno točko, no, pa da sem v tem malo bolj uspešna, ker pač pred tem je bilo 1000 drugih stvari in pač vse nekaj na pol. Tako da, Ajde, zdaj pa še eno tako šablonsko vprašanje. Kako naprej? Zdaj malo si prej si že razložila, da pač imate en kup reciva izzivov, ne? ja. Ampak zasledil pa sem tudi, da bo plezanje na naslednjih olimpijskih igrah. Torej, paraplezanje bo na naslednjih olimpijskih igrah. Torej, to je 2028. 2028 v Los Angelesu. Ja. Ja, ne vem. Ne, tam se zdaj o plezanju že tako bla 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 govori, ne. A je to tudi mogoče? Ja, jem takrat stara 36, jaz ne vem, kva bo do takrat. Okay. Ne, hecam se. Definitivno si pač to zelo, zelo želim izkusiti. Ne bom rekla, da so bili to moji cilji, paralimpijske igre, ko sem s tem začela, ker pač tega kot prvo ni bilo na paralimpijskih, kot drugo pač si sploh nisem mislila, da to jaz lahko. Zdaj, ko pa to vedno bolj dosegljiv, pač vedno bližje nekako se približuje, je pa definitivno mi je ciljno. Ampak tako bom rekla, no, treniram za tja, ampak ne računam pa, da bom tam. Mi imamo še vseeno ful enih stvari, ki vplivajo na to, a boš na paralimpijskih igrah ali ne, in to so pač kategorije. Veliko se je še šla v tem, kjer je kategorija ne bi bile, in glede na to, da je moja ena izmed novejših kategorij, imam občutek, da se zna zgoditi, da bo število medalj omejeno in ni nujno, da bom jaz lahko tam, no. Tako da ne bom rekla, da čisto vse zdaj polagam na to, da bom jaz tam, ker pa se še ne ve, ne. Ampak verjetno bo pa tudi dovolj zgodaj to odločeno. Ja. Ne bi bilo, mislim, da bi v tem letu že tudi mogli biti, no. Ali pa vsaj mogoče v začetku naslednjega leta, tako da do takrat enkrat lahko vsaj vem, ali lahko grem na paralimpijske ali ne, no. Tako da to je zdaj še ena taka stvar, ki jo je treba mogoče malo počakati, ampak glej, treniram, pa še vseeno imamo svetovno prvenstvo, letos imamo v Koreji, tako da pač tudi teh tekem se veselim, in so mi te tekme že same po sebi ful dale vedno, tako da Super. Vztrajam tukaj. Greš zdajle danes še kam plezati? Trenirati? Kaj danes? Danes je četrtek, ja, danes imam trening z Lukatom, imava spet boulder scena. Ne, ali gre danes na Šrik, se ne vem, moram ga še poklicati. Ja, trening, pa ja, trening. Plezanje naprej. Ja. Ej, Manca, ful hvala za tale res iskren pogovor. Kaj ne rečem, čim manj poškodb. Ja, prosim, res, iz tvojih ust božje ušesa. Sej, ponavadi smo sami tisti, ne, ki smo odgovorni za njih, tako da neka preventiva, pa bla, 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 ne. Ja, pa tudi glava. No, tudi seveda, glava. ne, sej. Ja. Pa sicer vse najlepše in vse najboljše v življenju. Hvala ti, res hvala za tole vabilo, ful sem vesela, da sem lahko približala, pa da lahko pač poslušalcem malo razložila, kaj je paraplezanje, pač šport invalidov in tako naprej, in res upam, da bo čim večja podpora, no, tudi ljudstva, ker nam vsem vseeno ful veliko pomeni. Tako da hvala za to priložnost.